Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. V tem videu nas čaka prav posebna nagradna igra z odlično nagrado. Ampak še prej sem pa dobil nekaj posebnega po pošti, ki bom ravno kar unboxal. Nimam samo enega paketa, ampak imam dva paketa. In danes bom to unboxal. Oba paketa sta od Huawei, teda komaj čakam, da vam pokažem. Prvi paket, pametna ura Huawei Watch GT. Ta zdaj bom na hitrico unboxal, da vidim, kako izgleda. Madonna. Gledaj to. Še tako lepo zapakirano pride. Bolano. Evo, tako izgleda. Zdaj pa samo prižgem. Držim en gumb. Evo, znak od Huawei. To počela se to prižge. Notri pa še bom pogledal, kaj sem dobil. Tako se odpre. Not imam ja kable, tako se mi je zdelo kabel, USB-C. To pa je poleti to. Ura se mi je že prižgala. Ta ura se kulsko polni. USB-C vtaknem na to plošča, kak ploščica, ne vem, kaj bi to rekel. Pa se magnetno samo gor dam, evo. Pa se polni, valjda moš prvo vtakniti, ampak se že polni. Zdaj pa na hitrico malo pokazal uro, kako izgleda. Noter še imamo navodila. Nič posebnega, navodil ne bomo rabili, ker valjda obvladamo. Evo, nič posebnega, sem pa pokazal, kako ta ura deluje. Kar je najbolj kulsko pri tej uri, da baterija lahko zdrži do 2 tedna. Do 2 tedna. Uro sem si seveda povezal z aplikacijo Huawei Health. Ura mi seveda zaznava, koliko korakov sem naredil, je pa fitness ura. Imam prav, noter imam meni za fitness, naprimer, če grem laufat maraton, če grem samo hodit, če grem plavat, če grem kolesarit, ne vem kaj vse. Ima ful dosti dobre nastavitev, naprimer, če hoče doskujšat, ti ura lahko hudo pomaga, naprimer, več treniraš, ker te prav opominja, ti si lahko dobesedno nastaviš, če hoče, da te ura opominja, če sediš predolgo, naprimer, si lahko nastaviš na 1 uro. Če ti sediš 1 uro, ti bo zazvonila, alo, sediš 1 uro, vstani se pa je nekaj delati, naprimer, ampak jaz sem si to sklopil, ker hodim v šolo, pa v noči nam je čas piska tam. Kar se mi zdi cool, je, da dobiš vsa obvestila, ne vem, od Snapchata, Instagrama, Facebooka, Message, kaj ti mama piše, alo, ide nekaj nared, vse dobiš tu gor. Nažalost, ne moreš odpisati, ampak to se mi ne zdi neki veliki problem, ker ne vem, zakaj bi na uri pisal. Bilo bi cool, ampak je to čisto dovolj. Pa še nekaj, ne moreš klicev sprejemati, naprimer te nekdo kliče, lahko pa jih prekineš. Kaj se mi zdi tudi cool, da imaš tam telefon in te kliče ljubica in zdaj nočeš se ravno javiti, ne, stisneš, sorry baby, ne morem se zdaj meniti. Glede sporočil, mi je cool, naprimer v šoli mi ne smemo uporabljati telefona in nisem ravno na telefonu, pa ne gledam SMS-ov med poukom, ampak če ti ne vem, napiše mama prijem ob tebe ob 1:50, vidiš na telefonu in si misliš, ok, moram biti veni ob 1:50. Vem, da ne moš odgovoriti, ampak je že čisto dovolj, da vidiš SMS. Se vam zdaj zgodi, da ste se sedeli mogoče na sedežno, pa vam telefon direkt med sedežno pade noter, naprimer, če imajo tako sedežno. No, meni se je zgodilo in sem pol telefon iskal. Potem sem že imel tiho, ko me mama klicala, pa ga nisem našel, tam nič ni koristilo. To imaš ti prav nastavitve, oziroma imaš meni Find My Phone, stisnem gor. Right here. Tukaj sem. In se ti dere in ga lahko pol dobesedno najdeš. Kar se mi zdi svetovno. Pol še pa imaš, naprimer, alarme lahko imaš tu, imaš toparico, imaš kako je vreme, imaš kompas, imaš GPS, imaš nadmorsko višino, v kaki nadmorski višini si. Ima pa tudi, ura ti tudi meri srčni utrip, meri ti ga pa non-stop. Ne vem, če imaš ti hudo preveliki srčni utrip, te opozori, a pa če imaš hudo preniska, te opozori, da je mogoče nekaj ni ok, da moraš iti malo pogledati, če vse v redu s tabo. Lahko si tudi narediš urnik za rekreacijo oziroma športanje. Ko zdaj pogledam jaz na mojo pametno uro, mi valjda kaže, koliko je ura. Lahko si pa spominjaš, kako bi izgledal ta skin oziroma prikaz. Pa še ena finta. Ko sem jaz delal pokazal to uro, ni vedel, da je to pametna ura. In ko je pogledal to uro, je mislil, da je to čist navadna ura, tako ko on naprimer nosi. Ima pa tako hudo dobro grafiko, da kazalci na tej uri izgledajo, kot da so resnični. Ura je seveda vodoodporna, ampak to ni vse. Ura ima tudi svojo aplikacijo, ki ti pomaga pri plavanju, je neke vrste tvoj osebni trener na roki. Zdaj pa glede cene, pametna ura Huawei Watch GT je zelo zmogljiva ura, ampak sploh ni draga. Stane nekaj več kot 200 €, kar ni dosti.
za pametno uro proizvajalca Huawei. Zdaj bom pa predstavil drugi paket od Huaweia, ker veste, da ponavadi predstavljam telefone, ki so mogoče malo višjega cenovnega razreda, da vam pokažem, kako delajo in če se sploh splačajo. Ampak danes vam bom predstavil en telefon, ki je iz nižjega cenovnega razreda, ampak me je prav presenetil. Predstavil vam bom Huawei P Smart 2019. Evo, telefonček. Sedaj ga bomo odprli tako, da pogledamo, kaj je noter. Mislim, da ima vse isto, tako drugi telefon. Nič posebnega, ja, polnilec, navadni USB kabel in pa seveda, malo sem ga grdo odprl, in seveda slušalke. Nič posebnega v škatli, ampak hvala navodila, kar nas pa zanima, pa je seveda telefon. Madonna. To zgleda boljše, kot sem si jaz mislil. Gleda to. What? Poglejte, kako zgleda telefon. Dobesedno ima tu zadaj za prsni odtis pa dve kameri. Madonna. Zdaj ga bom valjda prižgal, da vam pokažem. Pa še nekaj, sploh nima dobenega gumba. Tukaj spredaj, naprimer na mojem P20 Pro, imam gumb tu spredaj, na tem tu ga nima. Bolano. Diagonala telefona je velika 15,8 cm. Telefon dela odlične fotografije, saj ima dva objektiva, ločljivost ima 13 megapikslov, ker sta pa dva objektiva, pa lahko delaš izjemne portretne slike. Tukaj tudi par primerov. Kot vidite, sem vam povedal, da telefon nima tudi nobene sprednje tipke, tako kot imam jaz pri Huawei P20 Pro. Ima pa tu zadaj eno tipko in uganite, kaj je to. To je za prsni odtis, da ti lahko telefon odpreš s tem prsnim odtisom, samo zadaj stisneš in se ti telefon odklene. Vam nekaj povem, telefon se ne samo odklene z prsnim odtisom ali s PIN kodo. Prepozna tudi tvoj obraz in se odklene s tvojim obrazom. Evo, telefon se mi je že odklenil. Bum. Ima tudi zelo vzdržljivo baterijo, ki omogoča 24 ur neprestalnega pogovora. Video posnetke lahko delamo v Full HD, telefon pa ima polnilnika 64 GB. Ampak to še ni vse. Če nisi dovoljen za 64 GB, si lahko poleg kupiš spominsko kartico, jo daš noter in lahko povečaš še dodatnih 512 GB. Kot smo zdaj lahko ugotovili, Huawei P Smart 2019 je odličen telefon, ki v prosti prodaji stane samo nekaj manj kot 300 €, kar me je najbolj presenetilo in zato sem vam tudi predstavil. Pri Huaweiu smo se odločili, da tega telefona ne rabim vrniti in ostane pri meni. Jaz pa sem se odločil, da bom ta telefon, novi Huawei P Smart 2019, podaril nekomu izmed vas. Podaril ga bom pa zato, ker me tako hudo radi spremljate in me tako hudo podpirate. Vse, kar morate narediti je, da greste na moj Instagram profil JackOnTheBoxSlo, se naročite oziroma followate moj profil, greste pod sliko, ki sem ravno kar objavil s tem telefonom in v komentar zapišite Afna Huawei Mobile C. In jaz bom enega izmed vas izžrebal, da bo dobil čisto novi Huawei P Smart 2019. Pa še ena finta. V prejšnjem videu sem bil star 14 let, v tem videu sem pa že star 15 let, res je. Imel sem rojstni dan 20. marca in najlepša hvala vsem za lepe želje in čestitke in hvala, da me spremljate. Jaz sem vam trudil, da bom čim redno snimal videe. To je bilo vse za danes. Upam, da ste uživali v tem videu. Če ste, lajkajte ta video. Tukaj se naročite na moj YouTube kanal, idite na moj Instagram in Facebook profil in ne pozabite sodelovati v nagradni igri za novi telefon. Adijo, se vidimo!